Jakob je zjutraj zgodaj vstal, vzel kamen, ki si ga je bil dal pod glavo, ga postavil za spominski kamen in ulil nanj olja. Potem je dal kraju ime Betel, Božja hiša. Jakob se je naselil v deželi Kanaan, ker je bil živo njegov oče Izak kot tujec. Jakob je imel 12 sinov. Predzadnji je bil Jožef. Ko je bil Jožef star 17 let, je pasel z brati ovce in koze. Jakob je imel med vsemi Jožefa najrajši, ker se mu je rodil šele na stara leta. Dal mu je narediti lepo obleko. Ko so njegovi bratje videli, da ga ima rajši kot vse druge, so ga zasovražili in mu niso več privoščili prijazne besede. Poslušajte, bratje, kaj se mi je nocoj sanjalo. Na polju vežemo snope. Kar se moj snop dvigne in stoji. Vaši snopje se postavijo okrog njega in se mu klanjajo. Mogoče bi pa ti rad vladal nad nami, a? Spet se mi je sanjalo. Poslušajte, bratje, res se mi je spet sanjalo. Sonce, mesec in 11 zvezd se mi je globoko priklanjalo. Kaj neki pomenijo te sanje, Jožef? Ali naj jaz, tvoj oče, tvoja mati in tvoji bratje pridemo in se vržemo pred te na kolena? Bratje so bili na Jožefa ljubosumni in tudi oče Jakob ni mogel pozabiti sanj. Jožef, tvoji bratje pasejo živino pri Sihemu. Stopi tja in poglej, kaj počnu tvoji bratje. In kako je živino. Že gremo, oče. Glejte, bratje, Jožef prihaja iz Hebronske doline. Še preden pride bliže, naredimo načrt, da ga ubijemo, sanjača. Ubijmo ga in vrzimo v vodnjak, kjer ni vode. Saj se lahko izgovarjamo, da ga je zver raztrgala. Potem bomo pa videli, kaj so pomenile tiste sanje. Najstarejši sem, zato me poslušajte. Nikar si ne omadežujmo rok. Vrzimo ga tu v pustini v suh vodnjak, le krvi ne prelivajmo. Dobro si svetoval, Ruben. Ko bo Jožef prišel do nas, ga pograbimo, slečemo in vržemo v prazen vodnjak. Pozdravljeni, bratje. Po njem, dajmo! Dajmo, na! Ko bratje sedijo in jedo, vidijo, da prav takrat prihajajo mimo trgovci, namenjeni v Egipt. Kaj bomo imeli od tega, če brata ubijemo? Prodajmo ga raje trgovcem. Velja, Juda, kar ti se dogovori s trgovci. Rečeno, storjeno. Jožefa potegnejo iz vodnjaka in ga prodajo za 20 srebrnikov. Trgovci odpeljejo Jožefa v Egipt. Kaj naj zdaj nesrečnik storim? Pretrgal si bom obleko. Malega ni več. Kaj naj zdaj storim? Vzeli bomo Jožefovo obleko, zaklali kozla in pomočili obleko v kri. Potem jo bomo poslali očetu s sporočilom. To smo našli. Poglej, oče, ali je to obleka tvojega sina? Pretrgal si bom oblačila, ogrnil raševino in dolgo žaloval za sinom. Žaloval bom in šel za sinom v grob. Trgovci so v Egiptu prodali Jožefa Potifarju, načelniku telesne straže. Gospod je bil z Jožefom, zato mu je šlo vse po sreči. Potifar ga je postavil za oskrbnika svoje hiše in mu zaupal vse, kar je imel. Gospod je zaradi Jožefa blagoslovil Egipčanovo hišo.
Gospodov blagoslov je bilo čutiti tudi nad vsem, kar je spadalo k hiši in nad poljem. Potifar mu je zaupal vse svoje premoženje. Odkar je bil Jožef tu, se je menil samo še za to, kaj bo jedel. Jožef, lepe postave si in čedne zunanjosti. Kar zagledala sem se vate. Pridi k meni. Nikar, gospodarica Potifarjeva. Moj gospod mi je zaupal vse, kar ima, in si ni nič pridržal razen tebe, saj si njegova žena. Kako bi mogel storiti tako veliko krivico in grešiti zoper Boga? Ne izmikaj se, Jožef. Dan za dnem te že nagovarjam ti pa. Rotim te, pusti me. Nočeš popustiti? Ne, nikoli. Poglej, nikogar ni doma. Pridi k meni. Pusti mojo obleko, strgala se bo. To mi boš plačal, Jožef. Na pomoč, ljudje! Samo poglejte! Moj mož je pripeljal Hebrejca k hiši, da dela z nami, kar hoče. Prišel je in hotel biti pri meni, tedaj sem zakričala na vse grlo. Kaj praviš? Jožef da je bil. Ne lažeš? Ne lažem. Vidiš, to je njegova obleka. Straža! Ujemite Jožefa in ga vrzite v ječo, kamor zapirate kraljeve ujetnike. Z Jožefom je bil Gospod. Uredil je, da je bil ječar Jožefu naklonjen. Zaupal mu je vse ujetnike in sam ni imel nobene skrbi več. Gospod je storil, da je Jožefu vse uspelo, česar se je lotil. Nekoliko pozneje se Tučaj in dvorni Pek pregrešita proti svojemu gospodu, egiptovskemu kralju. Faraon se razsrdi nad obema dvornikoma, nad glavnim Tučajem in glavnim Pekom. Ukaže ju pahniti v ječo, kjer je zaprt Jožef. Glavni ječar zaupa Jožefu, da prevzame skrb tudi nad njima. Zakaj se danes tako kislo držita? Nocoj se nama je sanjalo. Pa nimava nikogar, ki bi nama sanje razložil. Kaj ni dano samo Bogu, da razlaga sanje? Vseeno povejte. V sanjah sem videl vinsko trto. Imela je 3 očesa in zdelo se mi je, da poganja mladike. Komaj odcvete, začnejo zoreti na grozdu jagode. V roki držim faraonovo kupo. Jemljem grozdje, ga ožemam v kupo in dajem faraonu v roke. Ja, sanje pomenijo tole. 3 mladike so 3 dnevi. Še 3 dni in faraon te pokliče in vzame spet v službo. Faraonu boš podajal kupo, kakor prej, ko si bil njegov točaj. Spomni pa se name, ko ti bo spet dobro šlo. Naredi mi veselje. Pripoveduj faraonu o meni in me spravi od tod. Kajti, odpeljali so me iz hebrejske dežele in tudi tu nisem storil nič takega, da bi me morali pahniti v ječo. Še meni ne povej, tudi meni se je sanjalo. Na glavi sem imel 3 košare peciva. V gornji košari so bile vsakovrstne jedi za faraonovo mizo. Ptice pa so kljuvale iz košare. Ja, tvoje sanje pomenijo tole. 3 košare so 3 dnevi. Še 3 dni pa bo faraon poslal tudi pote in te dal obesiti na drevo. Ptice se bodo spuščale nate in te kljuvale. Čez 3 dni je faraon obhajal rojstni dan. Vsem dvorjanom je priredil gostijo. Tedaj je poklical pred dvorjane glavnega Točaja in glavnega Peka. Glavnega Točaja je postavil v njegovo prejšnjo službo, da mu bo spet podajal kupo, glavnega Peka
pa je dal obesiti. Zgodilo se je, kakor je bil Jožef napovedal. Glavni točaj ni več mislil na Jožefa in je nanj pozabil.